V zadnjem verzu slovenske himne Prešeren pravi: Ne vrakle sosed bo mejak. In kaj pravzaprav Prešeren hoče s tem povedati? Da je sosed tist, ki je na drugi strani meje in da je mogoče fajn, da imamo z njim dobre odnose. Sej, kdo bi pa hotel deliti plot s hudičem? Včasih je bil človekov svet majhen, omejen na tisto vas, v kateri je živel, in na tistih nekaj sosedov na drugi strani njegovega plota. Z razvojem trgovine, transporta, komunikacije pa so se meje njegovega majhnega sveta razširile na globalno vas in sosedom so se pridružili globalni sosedje. Kako poskrbeti za dobre medsosedske odnose na drugi strani plota, več ali manj vemo. Sosedu spečemo pecivo, mu pomagamo graditi hišo, ko gre na dopust, mu zalivamo rože, hranimo psa oziroma kar pač potrebuje v nekem trenutku. Kako pa lahko pomagamo globalnemu sosedu, ki živi na drugi strani državnega plota? Ali pa preko luže na drugem kontinentu? A vemo, kako zgraditi dober globalni medsosedski odnos? Kako prispevati k dobri medkulturni strpnosti, socialni pravičnosti, odpravi neenakosti, skladnostni politiki in trajnostnemu razvoju? No pa o tem povprašajmo naključne mimoidoče. Prosim, globalni sosed? Nimam pojma. Sosed. Globalni sosed je zame vsak, ki je sosed v globalnem pomenu. Globalni sosed, če je globalni sosed, nimam pojma. Sosed, ki se dela, da je povsod bil. Ja, nekaj tujih kultur pa poznam. Tuje kulture? Ja, poznam tuje kulture, ja. Pa jaz se delam na Aktualu, južne kulture predvsem. Poznam tuje kulture. To so vse kulture, ki so drugačne kot naše, si predstavljam. Jaz bi medkulturni dialog promovirala predvsem tako, da se čim bolj spoznavamo in da uživamo skupaj, da vsak prida piskrček najlepšega, kar lahko njegova kultura ponuja. Kaj je treba promovirati? Ja, tako, da bi se danes vsi začeli pogovarjati. Da si kažemo kaj drugega kot sam sredinc. Tako, da bi zbrala ljudi različnih kultur in bi se pogovarjali. Ne kupujem pravično. Včasih. Dostkrat. Poskušam čim bolj. Pa jaz včasih kaj drugega že pustim. Kada? Lupi, Jezus, kakaj izraze imate, ja. Vedno. Tako da se nam je s koga skregam. Tako, da se danes borim za pravice drugih, da če vidim kaj nepoštenega, to povem, jasno izrazim in na nastopih še povem večkrat. Tako da če vidim, da so nekomu kršene, se ostro zagrebem za njih. Na Facebooku objavljam za in ljudje pomirite se in dajmo stopati skupaj in bodimo frendi in tako. Ja, vse. Se zavzemam za enako vseh, sem za. Ja, tudi živali. To pa še posebej, ker sem otrok bio-eko-friki staršev. Iskreno povedano, ne. Redko. Ne vem. Sploh ne vem. Ja, sam na OLS pa grejem. Sem aktiven državljan. Ja, moram reči, da sem, ja. Srednje aktiven državljan. Zelo srednje. Ne. Pa razen ob nedeljah. Drugač pa sem. Kako bi pa ti odgovoril na vsa ta vprašanja? Ne veš? Nisi prepričan? Ne razumeš čisto vsega? Zato pa obišči Sloga platformo. Preberi, se izobrazi, se poduči, premisli in postani aktiven državljan ter doprinesi dobremu medsosedskemu odnosu na globalni ravni.